Lahko pokomentirate zadnje politično dogajanje v Kamniku ob delnem sončnem mrku, ki se je tudi zgodil v Kamniku? Delni sončni mrk nima velikega vpliva na te veliko otoplitve v medsebojnih odnosih, nekaterih medsebojnih odnosih političnih strank. Sam komentiram to bolj z veselje strani, kajti vemo, kako so bile stresne lanskoletne volitve, da praktično noben ni vedel, kdo je s kom zaveznik, obljubljajo se vse vprek. Sam gledam na to kot na eno veliko kmetijo, ki se jo reče Kamnik, ki pa je menjala gospodarja. Prejšnji gospodar Tone se je pripravljal za penzijo in bil je razpis za novega gospodarja. Izvolili smo novega mladega gospodarja. Ta gospodar je pa dobil dediščino, kot prvo 7 nepreskrbljenih, razvajenih otrok prejšnjega gospodarja in nekaj novih hlapcev. Opazil pa je eno lepo ljubezensko zgodbo med dvema strankama, to je stranka SD in stranka SDS. Navdušen nad to zgodbo jih je povabil in pred njim so zaprisegli medsebojno skupno zvestobo vsaj za 4 leta. To sam vidim kot pozitivno dejanje, kar se tiče političnega sodelovanja v korist vseh. Torej, Kamnik je pa s tem dobil nenadno otoplitev, ki se niso mogli razložiti, zakaj kar naenkrat tako velika temperaturna sprememba. To je posledica te ljubezenske zgodbe, to je moje mnenje. A zaradi tega mislite, da je odpadla tudi Zlata lisica, ker se je tako v Kamnik utopil? Ne, to je sedaj. Utoplitev v Kamniku so bile že mnogo prej, verjetno je to že v decembrskih dnevih. A takrat je bilo nebel brez ozuni? Tako od Miklavža naprej, potem bi bil Božič, novo leto in takrat so se ti medsebojni družinski odnosi zelo popravili in sedaj imamo to novo koalicijo in jo bomo pozorno opazovali vsa ta leta. Kdo bo zdaj hlapec in kdo dekla, namreč te dva, SD in SDS, so bili pri prejšnjem gospodarju več ali manj hlapec in dekla. In še nekaj je zanimivo, če te dve imeni teh strank povežemo skupaj, v eno tako lepo, dobimo lepo ime. Ponavljata se samo 2 črki, S in D, SD, SDS, in če to pišemo skupaj, dobimo SDS, DS. Torej je zlitje teh dveh strank realno pričakovati tudi v bodoče. In kakšni bodo odnosi v kamniškem občinskem svetu v prihodnosti? Sam sem bil tudi na tej kmetiji 8 let hlapec in vem, kako to gre. Verjetno bodo pri kakšnem večjem delu potrebovali več hlapcev. Morda se bodo tudi kdaj skregali, morda pa tudi ne, morda bodo pa to popolnoma normalno sodelovali. Seveda bodo pa to znali povedati všečnim volivcem, te zgodbe, kako se trudijo zelo, bomo videli. Pravite, torej poroka je bila tudi ohcet? Ne, ohcet pa še sledi. Ohcet bo konec meseca, takrat, ko bo na občini se sprejema občinski proračun, pravzaprav bo šle prvo branje, takrat bo 29 svetnikov v vlogi 29 svatov. In takrat se bo točno videlo, kakšno vlogo ima kdo od teh svatov na tej poroki, tudi to, kdo je starešina, kdo bo igral kakšno vlogo. Te dva mladoporočenca, SD in SDS, sta prenesel zakon na tej kmetiji, ki meri 29 hektarov, 8 hektarov te najlepše, najbolj rodovitne obdelovalne površine. Torej bodo imela najboljše pogoje za delo vnaprej in upamo, da se bo to delo njihovo pokazalo tudi čez 4 leta.